Gledate radio televizijo Sanje. Ura je 13. Ob zadnjem znaku. Ups, je že mem. Edvard Kocbek, Partizanski dnevnik, Strah in pogum. Urednik Rok Zavrtanik, Tomaž Mastnak in jaz, dva bralca. Čakaj, politično korektno je en bralec in ena bralka. Ali dava počrtaj, pa bo... Ok. Bralec, počrtaj, A. Dost heca, stvari so resne, časi so resni. Mi pa smo zelo veseli, da imamo pred sabo ti dve oziroma te tri imenitni knjigi, ampak imenitni je tak malomeščanski izraz, verjetno se Edvard Kocbek z njim ne bi strinjal. Kot si zapisal v uvodu, Rok, gre za dokument, zgodovinski in umetniški dokument, ki po obsegu, globini in dometu velja za svetovni fenomen, oziroma smo ga kar mi določili, da tak tudi je, ne? Sega v naš čas in tudi v prihodnost. Zato vprašanje, zakaj se ti je zdelo nujno, da ti dve knjigi izideta v današnji čas, spuščam, ker je odveč, ampak kako in zakaj danes brati Kocbeka, pa je relevantno vprašanje. Ja, Nada, hvala za vprašanja, ki so pa zelo kompleksna, zadevajo pa samo vprašanje o poslanstvu, delanja knjig in poslanstvo naše založbe. Namreč, če se ta neka dekadenca, o kateri govorimo, in samo uničevalnost, da je prisotna v naši kulturi, to je že dolgo fenomen, v katerem bi lahko na dolgo in široko razpravljali, ampak če se to ne bi dogajalo, da številne izjemno pomembna dela niso cenjena in objavljena nekemu narodu, potem mu pač grozi upravičeno izumrtje, ne. In zato smo se Sanje založba začela z Ježkovimi izbranimi pesmi, ki so ga njegova generacija, ki je imela vpliv delati knjige, ga je povsem prezrla, on za časa življenja nobene knjige ni. Za Kocbeka sicer tega ne moremo reči, ampak lahko pa rečemo, da Partizanskega dnevnika v celoti, ki zajema od leta 38 do 45, Slovenci nismo poznali. Ko sem se jaz za ta projekt odločil, se pravzaprav nisem zavedal, za kako kompleksno avtorska osebnost gre in kako pomembno je to pričevanje, sploh ker Kocbek ni bil samo literat, on je bil izjemen pesnik, katerega poezijo sem med projektom, on je bil tudi izjemen aktivist, pravzaprav se strinjam z Borisom Pahorjem, ki je izjavil, da brez Edvarda Kocbeka osvobodilne fronte preprosto ne bi bilo, kar ima daljnosežne posledice. In kako Kocbeka brati, mislim, da ga mora vsako roke vzeti, brez teh ideoloških razlikovanj, ki le res začetitati tujim službam, varnostnim, ki so poskrbele, da po celem Balkanu, v celi bivši Jugoslaviji pravzaprav se kregamo okrog nepomembnih stvari, ker pri luči se težko krade, ne, pri zavedanju se težko krade. Skratka, prosim, otresmo se ideološke navlake, ki so nam jo navlekli pač te falotje, ne, ki so zadnjih 30 let pokradali cel Balkan. In dajmo se pogovarjati tudi o komunizmu, okrog katerega je bilo toliko hudega izrečenega in skoraj katerega se dogajale dejansko hude zlorabe. In zdaj pa jaz utihnem in z veseljem prepustim besedo. Ja, pogovarjajmo se o komunizmu, če si za to Tomaž Mastnak, ne? Ti si se veliko ukvarjal z zgodovino družbenih gibanj, politik različnih, tako da kako misliti komunizem danes? Mislim, da ko govorimo o Kocbeku, je bolj relevantno vprašanje socializma kot komunizma. Če govorimo o komunizmu, že uporabimo sheme, o katerih smo danes, na razlago gradiva, ki se giblje v nekih drugih koordinatah, po mojem mnenju. Zakaj je danes o komunizmu pomembno razpravljati? Rečemo, mislim, da socializma vojno, dajmo o komunizmu.
Zato, ker smo po osamosvojitvi, po zlomu socialističnih sistemov, smo priče razraščanju antikomunizma. Antikomunizem nima s komunizmom v bistvu nobene zveze, služi pa neki določeni ideološki formaciji, katere glavni namen je izključiti razmišljanje o alternativah obstoječemu družbenemu sistemu. Pri nas je antikomunizem fenomen pokomunizma, takrat, ko je komunizem nehal obstajati, so se pojavili ti antikomunisti in od takrat naprej zastrupljajo javno razpravo. In zanimivo, da med njimi so ravno najbolj zagrizeni nekdanji komunisti, ne? Zagrizeni, jaz ne vem, kako so zagrizeni bivši komunisti zraven. Gre za tip človeka, ki je seveda prosperiral v tistem sistemu na enak način, na katerem prosperira in si prisvaja ta sistem še danes. Mislim osebe, kot so Vem, na koga Janez misliš. Janša, Vem, na koga Barbara misliš. Brezigar, Slavoj Žižek in tako dalje. Jaz mislim, da ni treba komunizma povezovati s temi imeni. Ne? Ampak kar se tiče pa Kozbeka, tle na začetku zapisal za leto 1941 pravi, da slovenski narod lahko preživi samo s socializmom. In zdaj, kako je on razumel ta socializem in zakaj je tako mislil, odgovor na to vprašanje pa je seveda v teh knjigah. Ne? In zdaj, če razpravljamo o tem, da si sam zastavim vprašanje, zakaj je pomembno od Kozbeka brati danes, zakaj je tako pomembno, da je ta knjiga šla, in tle se strinjam, da je to izjemen dosežek in prispevek k ohranjanju neke, ne bom rekel zdrave pameti, ampak zakaj pa ne? Neke duhovne, intelektualne normalnosti v svetu, ki se vedno bolj vrti v nekem brezumnem plesu. Ne? Kozbeka je pomembno brati zato, po moje, ne zato, ker lahko najdemo v njem somišljenika, ampak zato, ker imamo človeka, ki iskreno, globoko, na intelektualni višini, z zgodovinsko odgovornostjo in osebno odgovornostjo razmišlja o prelomnem zgodovinskem času v družbi, v kateri živi. Skratka, Kozbek nas lahko uči, kako razmišljati o problemih, ki so, če berete ta dnevnik, izjemno podobni problemom, s katerimi se soočamo danes. Ne gre za to, da bi zdaj vlekli neke preproste usporednice, tako kot je bilo takrat, je danes, Kozbekov odgovor je naš odgovor, ne, Kozbek nas lahko uči, kako k tem problemom pristopiti, v njih razmišljati in kako iz razmišljanja nastane to, čemer on pravi konkretna politika. Ta konkretna politika pa je v tistem času bil narodno-osvobodilni boj, ki se je organizacijsko oblikoval okrog Osvobodilne fronte, in če bomo znali s Kozbekom razmišljati, če nam bo on pomagal in nas učil razmišljati o našem času, bo se seveda tudi nam postavilo to osnovno vprašanje, kako organizirati Osvobodilno fronto. Si povezavo med Kozbekom in današnjim časom in med družbeno-politično situacijo sjajno obesedi tudi Gorazd Kocijančič v svoji spremni besedi, in hkrati, ko vrže pomisleke o tem, ali je Kozbek relevanten za današnji čas, pa odpre tudi vprašanje, recimo pravi tako, pisava, ki izpričuje takšne duhovne resnice, je bila nevarna za komunistični ideološki monolit in je še vedno enako nevarna za ideologijo nove normalnosti, saj ji v imenu vseh, ki so v njej šikanirani, zapostavljeni, izločeni in trpinčeni, na ves glas kriči. To je zdaj citat Kozbeka: "Ne moreš mi več do živega, na dveh različnih straneh sveta stojiva.
Moja nesreča je bliže resnici, ti pa si raje varen, kakor nesrečen, to je laž sleherne oblasti. Torej, raje smo varni, kakor pa nesrečni in opreki z oblastjo in z režimom, ki nam skuša vladati. Ja, torej, spomnimo se, da je bil Kozbek zelo aktiven in najbolj ostrih, radikalnih intelektualcev pred drugo svetovno vojno, krščanski socialist, ki bi današnji čas natanko tako in tukaj brez oklevanja rekel, z enako ostro kritiko obravnaval in današnjo despotstvo, ki smo mu priča širom sveta, ki se visoko nosi in maskira in se ponaša znanostjo, ki jo je do konca zlorablja in tako dalje. Tako da v bistvu Kozbeka lahko tudi danes v roke vzamemo in Kozbekova misel je, ki je šla skozi vso negotovost biti ali ne biti. Če berete to knjigo, neverjetni dnevniki so in res so svetovni, če se vrnem tvoje prejšnje vprašanje, ker ne vem, koliko je še, zna biti, da so še kakšni taki obsežni rokopisi iz v bistvu boja odporniških gibanj med drugo svetovno vojno, ampak tole je neverjeten dokument, ki nas danes lahko veliko nauči. Vendar pa nas Kozbek v svojih dnevnikih na nekaj mestu tudi opozarja, da so demoni miru lahko še veliko strašnejši od demonov vojne. In danes se mi s temi demoni miru soočamo. Te demoni miru so stereotipi in predsodki v naših glavah, na podlagi katerih mi peljemo svoje odločitve. In ena ključnih stvari, če lahko še to, ker veliko, mislim, da to izhaja z te bolane, racionalistično-empiristične, predvsem britanske miselnosti, ki tudi poimenuje osebo subject, vse se deli na mene in na subject. Subject pomeni podrejeni, pomeni v bistvu nekaj podrejenega. Vse skupaj povezano s to krščansko-judovsko tradicijo, kjer je Bog demiurg, ki ima dobesedno oblast nad vsem in upravlja svet, sloni na miselnosti, češ da je vse izračunljivo, izmenljivo in zato ocenljivo, prodajljivo, bla bla, vendar pa vemo iz tradicije humanizma vseh kultur, vsega sveta, da je življenje, ki nas in filozofija, spontana filozofija, ki nas postavlja nikoli čudeža, rečemo temu čudeža, oziroma tistega, kar ne more skrivnost, ne izključuje iz življenja. Mogoče bi spomnil tukaj še na to, da sta bila Kozbek in Kosovels v bistvu sodobnika. Rojena sta bila istega leta, nekaj mesecev razlike. In jaz Kozbeka vse bolj prepoznavam kot tisti glas, ki je po Kozbekovi smrti pri 22. letu nekako udejanjal tega novega človeka, ki prihaja, o katerem je govoril Kosovel. In ta njegova usoda, vključno s tem zlomom leta po izidu Strahu in poguma, ker smo ga omenili tako naprej, je izredno povedna, vključno z njegovo anatemo po tem času. Ogromno se lahko naučimo iz teh napak, ki so jih počele tedanje oblasti in pa iz odzivov enega občutljivega intelektualca, kot je bil Kozbek, na to, kar se mu je dogajalo. Lahko nada še nekaj? Ja, seveda, izvoli. Glede tega, mislim, škoda, da Gorazda Kocijančiča ni tu, da bi sam predstavljal in prispeval k razpravi, ampak ko govorimo o tem, to ni polemika proti njemu, ampak rečemo, dodajam nekaj v razmišljanju. Ko govorimo o tem, da je Kozbek nastopil proti ideološkim monolitom, Kozbek je nastopil tudi proti katoliškemu monolitu, da krščanstvo v Sloveniji ni bilo popoln monopol, se moramo zahvaliti ljudem, kakršen je bil on. Skratka, to je tudi eno od teh ideoloških monolitov bil, pred katerim je nastopil in s tem odprl možnost ustanovitve Osvobodilne fronte. Ja. Po drugi strani pa danes ta nova normalnost ni označena z neko vseprevladujočo ideologijo, v nekem smislu res živimo v postideološkem svetu, v svetu, kjer tudi ideologije niso več pomembne, ker so preveč zahtevne. Vsaka ideologija je konec koncev nek racionalen sistem. Ta oblast, ki vlada danes, nas hoče peljati prek tudi te vrste racionalnosti. Transhumanizem. In nas utaplja v neki
Transhumanizem. Transhumanizem ni ideologija, to so znanstvene zablode. To mislim, za ideologijo moraš ti malo bolj razumeti, kako deluje svet. Vse pa to sklapla skupaj, če vse te fragmente, kakršne so ta transhumanizem, pa še kaj drugega, sestavimo skupaj, dejansko dobimo občutek, da gre za neko ideologijo. Ampak jaz mislim, da ideologija ni glavni problem, s katerim se soočamo danes, ampak gre za problem razpada logičnega in racionalnega razmišljanja, za razpadanje in izrivanje razmisleka, ki se veže na resnico oziroma na iskanje resnice in ki upošteva dejstva. Mi smo zdaj v nekem svetu, ki gre prek tega. In zadnja pripomba, ni spet, po mojem, ne gre za to, da je vsaka oblast tak problem, kot je ta, ki nam vlada danes, pa kot je ta, ki se je skušala uveljaviti skozi drugo svetovno vojno. Konec koncev je v vsaki družbi, ki organizirano obstaja neke vrste javna oblast. Skratka, nek sistem pravil, inštanc, instituti, če hoče, skozi katera družba ohranja samo sebe. Ne? Skratka, spet, tle je Kozbek interesanten, ker nima nekega tega refleksa proti vsaki ideologiji, proti vsaki oblasti, ampak specifično govori, kaj ga moti pri tem, kako ideologije funkcionirajo v konkretnem času, in pravi, v času pred drugo svetovno vojno so ideologije, ki so bile strankarske ideologije, blokirale povezovanje proti sovražniku, ki je ogrožal obstoj tega naroda in te družbe. In kako se je to pred vojno oziroma že po začetku vojne manifestirali, je bilo tako, da so vsi slovenski strankarski voditelji šli se pokloniti Mussoliniju. Če bi danes bili v podobni situaciji, bi vsi strankarski voditelji naredili isto gesto oziroma jo delajo. Hodijo v Kijev in hodijo v Bruselj. Sramota. Ne? In v tem smislu ideologija tisto, kar Kozbek zavrača, ker onemogoča politično delovanje. Zdaj, družba se ocenjuje tudi po tem, koliko avtonomnega mišljenja dovoljuje, dopušča, koliko je dovoljeno svobodno govoriti, in recimo Kozbek pravzaprav s strahom in pogumom, ki ga je kasneje, da rečem, politično spodnesel, ker je moral odstopiti iz vseh svojih funkcij in tako naprej, je najprej bila knjiga dobro sprejeta, ne? Tovariš Vidmar mu je sicer očital nekaj drobnih literarnih pomanjkljivosti, ampak na splošno ideološko te novele, ki so zbrane v knjigi Strah in pogum, niso bile na začetku sporne, ne? Sporne so postale šele potem, ko je partijska celica oziroma politbiro o tej knjigi razpravljal in se odločil, da pač ni zaželjena. Oziroma, kot piše Inkret, ne, tudi spremna beseda Andreja Inkreta, ki je bila sicer že objavljena v knjigi In stoletje bo zardelo, življenje in delo Edvarda Kozbeka, je objavljena v tej naši knjigi in sicer nekoliko skrajšana. Inkret ugotavlja oziroma piše, verjetno na podlagi nekih dejstev, da so se že pred tem odločili, partijski voditelji, da bodo Kozbeka pospravili v družbenem smislu, seveda, in da je bila ta knjiga nekako dobrodošel povod, ne. Rok bi mogoče lahko še o tej temi kaj spregovorili, ker je zanimiva in se tudi pojavlja, postavlja se neka vzporednica z današnjim časom, Tomaž kot kritični mislec tega časa je izgubil kolumno v Dnevniku, verjetno bi težko nastopil na nekih, bom rekla, državnih medijih, čeprav en pogovor na televiziji Slovenija ti je vendarle uspelo že pred nekaj časa izpeljati, so te povabili, danes dvomim, da bi to bilo sploh še mogoče, ampak kakorkoli, pustimo, mi smo zdaj na RTV Sanje tukaj in
Urednik San Rok Zavrtanik, tebe sprašujem. Jaz bom tako odkrito povedal. Ja. Ta RTV Sanje, dejansko mi delamo vse boljše programe, če sledite in otroške in mladinske in zgodbe, ker tudi založba Sanje je anatomizirana iz slovenskega medijskega prostora jaz osebno že več kot 10 let, ker veljam pač za enfant terrible, karkoli že. Moja beseda ni več. Po več kot 200 intervjujih v medijih do protestov leta 2012, konc, nema više. Zato mi ustvarjamo svoje medije, tako kot jih je moral že Kocbek, med vojno so jih veliko tudi ustvarili. Ta knjiga je neverjetna, ko sem jaz kot 20-letnik prebiral Strah in pogum, ta knjiga dejansko te v srce zareže z tistimi najglobljimi, mislim, etičnimi dilemami, ki jim je sleherno, občutljivo, inteligentno biti izpostavljeno v situacijah, kot je bila druga svetovna vojna, kjer so se ljudje razdeljevali na ene in druge, kjer so se bratje med sabo pobijali in podobne grozote. In seveda je bilo vprašanje časa, dokler so Vidmar, Kocbek pa Kardelj skupaj trepetalo v bunkerih, nad njimi so pa švistale bombe, je bila ena stvar, so bili kolegi in so se odkrito pogovarjali. In Kocbeka v tem smislu je bil morda najbolj odkrit z vsemi in najmanj zanesen za ideološkost, ki je bila na nek način rešilna. Mi vemo, da je Rusija, Sovjetska zveza šla so strahotno 30 milijonske žrtev. Mislim, vse zavezniške vojske žrtev je bilo manj kot samo polovico samo žrtev Balkana. Torej, danes, če je bilo po drugi vojni vsem jasno, da je Rusija rešila svet, danes, takrat je bilo to po anketah vsem jasno, danes velja, da so zavezniki osvobodili. Vendar, ko berete recimo pozabljenega Louisa Adamiča, ki je bil najvplivnejših intelektualcev v Ameriki v 30. in 40. in vidite, kako se ga je Churchill bal, ko ga je razkril v Večerju v Beli hiši. Ko vidite, kako je bil ta Churchill ena, bom rekel, podganca hujša od Hitlerja, ki je hotel prek Dalmacije pripeljati fronto, ne prek Normandije, ker je se zavedal, da se tukaj lahko ena svobodna skupnost, ki bo šla mimo vatikansko-britanskega imperija in njihovega kapitalizma. Ne? Ko to vse gledaš in spoznavaš, mi moramo danes, kot je rekel Tonči Kuzmanič, ki se mi je zelo, ki nažalost ga ni več med nami, na novo moramo brati točno dogajanja druge svetovne vojne, da bomo sledili to, kaj je pravzaprav bilo, kam je to pripeljalo in zakaj smo danes na robu največjih strahot. Mi smo na robu nuklearne vojne tudi zaradi tega, ker nismo bili etično dosledni, za kar se je pa natanko Kocbek prizadeval, ker nismo, in etike se politika in ideologija bojita. Ko jih ogrozijo, izločita, anatemizirata, ubijeta, ker etika preprečuje načrte tistih, ki so podredili konceptom učinkovitosti, recimo sam smisel življenja. Ne? Lahko še en košček, en odstavek iz Kocijančičeve spremne besede, ki se nanaša na danes, tukaj in zdaj. Tudi zadnja leta smo v razmahu nenavadnega fenomena, ko se je skrajni liberalistični individualizem v osuplo kratkem času preobrazil v novi kolektivizem, skrit za parole o solidarnosti, skupnem dobrem in ljubezni do bližnjih. Videli smo užitek stapljanja z množico prepustitve brezglavi stihiji. Opazovali smo absolutno dominacijo časovnosti in izginjanja oseb v paničnem strahu pred smrtjo. A kot v Kocbekovem času tudi danes velja. Celo popolna zgodovinska zmaga tega stihijskega gibanja bi bila njegov poraz, ker bi slej ko prej trčila ob presežnost. Presežnost je pojem, beseda, ki jo zlahka povežemo s Kocbekovim pisanjem, pa bi morda razkrili ali pa vstopili v to, kaj skozi to besedo prinašajo njegova dela. Mogoče, Tomaž, lahko ti tukaj dodaš. Jaz nisem ta pravi naslov za to vprašanje, po moje. Ne? Ampak jaz vidim presežnost v tem, in kar pride zelo do izraza v Kocbekovih zapisih, da vidi osvobodilni boj tudi kot
ustvarjanje nove družbene ureditve. Skratka, jaz vidim presežnost v tem, da se ohranja ta alternativa, da se ohranja sposobnost zamišljanja in delovanja za alternativo temu, kar je. Je pa jasno zelo močna tle tudi duhovna dimenzija pri Kozbeku in ta duhovna dimenzija je relevantna tudi v današnji situaciji. Glede na to, kako se ti projekti, ki skušajo rešiti obstoječo ureditev, uveljavljajo. Tle gre dejansko za to, kot pravi Kozbek, in to omenja kot značilnost fašizma, da fašizem vstopi v človeka. Skratka, ne gre samo za zunanje obvladovanje, ampak za obvladovanje, ki zgrabe vznoter. In tako kot je zdaj ta napad na človeka, na to, kar zgodovinsko smo, kako je to izpeljano, je dejansko, mislim, ta napad je dosegel prefinjenost, ki je nikoli ni imel, in zato je pomembno vztrajati pri tem, kar Kozbek stalno ponavlja, in pri tem družbeno-političnem vidiku, pri konkretni politiki, pri spremembi družbene ureditve in pri tem, kar on pravi, kar človek je kot človek. Skratka, odpira neke dimenzije razmišljanja, ki se ne pokoravajo obstoječim, ćemo reči, ideološkim normam, ampak kulturnim normam in pričakovanjem. Skratka, tle je dejansko vprašanje imanence in transcendence in presežnosti pomembno vprašanje, ampak o tem bo verjetno več povedal kdo drug. Jaz bi mogoče to dodal, da mi bomo v decembra poskušali organizirati simpozij posvečen Kozbeku. Potihoma upam, da se bo to zgodilo na točno obletnico nekega dne, ki ga Kozbek opiše, in celo na isti lokaciji. Sledite sanje, če želite vedeti več, dobrodošli. Ampak zdaj bi se pa mogoče na to presežnost še nekaj besed, ker obstaja povezava med zvezdnimi poti, kako na nebu, tako na zemlji, ki smo jo prejle predstavljali med Kozbekom in med tem, kar zdaj prihaja. Obstaja ta povezava. V bistvu, kot pravijo, en od skupnih imenovalcev vseh resnično odgovornih intelektualcev je, recimo, mislim, da je Simone Weil zapisala, kdor se je odrekel notranjemu spoznanju, se je sprijaznil s tem, da bo zatemnil svojo možnost spoznavne moči in bo postal to, kar današnja ideologija od njega, ali kakorkoli družbeni red, pravijo zdaj temu, celo svetovni pravijo, pričakuje. To je to, da ne razmišljaš, ubogaš, da si učinkovit, šteješ vse v denarju, mislim, in tako dalje. Ne. Po drugi strani je zanimivo, da je tako nacizem se naslonil na idejo presežnosti v smislu Ničejevega nadčloveka, in zanimivo, da današnji voditelji, mislim, mene je groza, ker jaz jih smatram za manj vredne, kot so bakterije, mislim, res, oprostite, to niso izdajalci človeštva in njegovega poslanstva. To sem Vandano Šivo, sem včeraj poslušal, ona je rekla, da je Bill Gates less than a bacteria to me. Pa je to tudi lepo temeljila, jaz ne znam tako lepo. Ko bi bilo to res. Ja. In hočem reči, da današnji transhumanizem, ki je nekako nadaljevanje, nadgradnja tehnološke groze, pred katero Kozbek opozarja, tega razčlovečenosti, te ideologije oziroma religije kvantitativnega urejanja sveta, kjer ti kvantitativno vse urejaš, meriš, pravzaprav nimaš pa več niti samega sebe pod nadzorom. Ne? Če se vrnem danes, transhumanizem pomeni dobesedno čez človečnost. Ne? Tako daleč se je to šlo. Torej, tisto, kar smo brali science fiction v 70-ih, 80-ih, ne vem, od ne vem, Huxleya itak pa do, ne vem, to postaja danes resničnost. Recimo, namreč, da umetna inteligenca, seveda pod vodstvom tistih, ki si domišljajo, kot tale znameniti Harari, še eden izrodek človeštva, ki ga kot genija, še enega, bom rekel, pravega apostola transhumanizma, ki ga pa jaz vendarle vidim kot religijo, in sicer fanatično religijo, ne samo religijo, ker najbolj fanatična je tista religija, ki se ne zaveda lastnega fanatizma in globokih religioznih predpostavk svojega. Mislim, religioznih v smislu totalne podreditve lastnega notranjega spoznanja nekim postulatom,
ki prinašajo moč, denar, ugled, bla, bla, bla in tako moram nehati. Ja. Ne, sploh ne. Jaz sem dežurni prometnik na tem peronu, pa moram gledati, koliko imamo še vmesnega časa oziroma koliko bomo imeli zamude, a ne, na Uzidanem mostu. Omenjali smo spremno besedo Gorazda Kučančiča, naj povem, da gre za spremno k strahu in pogumu. To je knjiga, v kateri se mogoče v 20. stoletju, tista slovenska knjiga, v kateri se je največ pisalo, okrog katerega je neverjetno število diplomskih, magistrskih, celo doktorskih dizertacij, o katere se še danes prepira. Naj pa omenim vendarle hvaležno, da tale partizanski dnevnik je pa več ljudi zelo zaslužnih, najbolj sem pa hvaležen žal preminulemu dr. Mihajlu Glavanu, ki je vse življenje pravzaprav urejal dnevnike in je tudi prispeval eno izmed spremnih besed. Druga oseba pa je tudi človek, ki ga zelo cenimo, to je pa tudi sam krščanski socialist Peter Kovačič Peršin, človek, ki je vodil dolga leta revijo 2000, odlično založbo, ki jo žal tudi ni več. Tudi sam ne bi smelo več biti, kajti danes se, tako kot je Ray Bradbury opozoril v Fahrenheit, če se spomnite, a ne, danes knjige se sežiga ne samo z ognjem, sežiga se jih z ignoranco, aroganco, skozi manipulacijo pravnih, administrativnih, medijskih sistemov. In verjemite mi, dobra slovenska knjiga je zadnja stvar, ki si jo želijo gejci današnjega časa, ker oni vejo vse namesto nas. Tako da bermo in se dobimo nekje na toškem čelu na nek skrivnosten dan, ko bomo imeli več časa za se v te zelo resne dileme poglobiti. Ja, se jaz vrnem še malo k faktografiji oziroma k praktičnim zadevam, se pravi, poleg dnevnikov partizanskih je v teh dveh knjigah so tudi nekateri njegovi govori, ki jih je v tem času napisal in tudi povedal, in en tak zelo subtilen Rokov izbor Kocbekovih pesmi. Zdaj bom jaz tako osebno rekla, Kocbek je bil čudovit pesnik in vedno znova brati njegovo poezijo je čisti užitek, čista presežnost. In nekaj pesmi je Rok tudi objavil v temle dvojnem dnevniku, zdaj pa ne vem, nekaj sva se šalila, malo za šalo, malo za res, da bo še eno pesem povedal danes na pamet, ampak verjetno nisi imel časa, kaj pa če bi jo prebral? Tako malo za dvig razpoloženja, da slišimo eno Kocbekovo pesem. A lahko sam nekaj povem še prej? Ja, Kako se zdaj povezuje ta presežnost, v kateri transcendentalnost in transcendentnost, na drugi strani pa transhumanizem. Jaz mislim, kot je rekel Kocbek, Kosovel, vse je čudež. Jaz mislim, da to treba dobesedno vzeti. Rekel je tudi, lepota je poslednja resnica duše. To ni samo pesniška neobvezna izjava. To moramo dobesedno zares. In ko se tega naučimo, takrat gremo globoko v zakone srca in kozmosa in takrat postajamo podobni Kocbeku, takrat naša beseda meso postaja. Jaz, ko berete Kocbekovo poezijo, jaz mislim, da tudi brez njegove poezije ne bi bilo Osvobodilne fronte. To so tale konkretna, recimo, ki smo izpostavili, imam edino zdajle pripravljeno pri roki, ampak je bila že v 30 letih, ko je bila napisana pred vojno, naslov je pa Himna, ampak jaz mislim, da bi jo ti lepše Nada prebrala kot jaz. No. Ja, verjetno. Okay. Potem bomo morda še kaj malega rekli, ali pa tudi ne, kajti ura se bliža kraju, vas pa vabim, da tamle skupaj prelistamo dnevnike in se odrečemo strahu in si nadanemo pogum. Ali jaz tole preberem? Nevihto? Bomo kar himno. Nevihte, tako imamo. Z nevihtami se borimo ves čas, pa je mogoče zdaj lep trenutek, da smo himnični, prav? Pristopi ljudstvo in na prestol sedi in bodi samo nad seboj oblast. Pravično v delih, vidensko v besedi, prevzemi zemljo in življenje v last. Vse to je tvoje in poslej ostane, planine, morje, polja, rude, kruh, prilepi zemljevid okrog Ljubljane, v Slovencih vedno bolj človeški duh.
Že vstajajo iz sna svobodni knezi in se združujejo z junaki zmag. In z novim rodom v delovni zavezi vsi merimo v prihodnost svoj korak. Iz veka v vek postajamo družina, po krvi in ljubezni bratu brat. In zemlja nam postaja domovina, in v srečo se spreminja dela sad. Zato pristopi in na prestol sedi slovensko ljudstvo in začni oblast. Pravično v delih, vidensko v besedi in bodi drugim ljudstvom vzor in čast. Hvala, Nada. Če je kakšno vprašanje med prisotnimi misleci in mislicami, a ne, imamo to obliko zdaj tudi v slovenščini že, a jo imamo že uradno zabeleženo. Miha, ti veš. Torej, če je kakšen komentar, pripomba, vprašanje, kakšno navdušenje ali zgražanje nad Edvardom Kocbekom, prosim lepo. Jaz se prijavljam, da bi eno Odprti kitico. mikrofon. Jaz se pa pol prijavljam, ko bo imel vprašanje, da še eno kitico Kocbeka vseeno, samo eno kitico preberem. Pol. Vprašanj ni, Rok, preberi. Okay, prebral bom samo zato, ker bi zelo si želim, da boste začutili to, kar sem jaz čutil, ko sem Kocbeka že kot mladenič bral. Moč poezije, ki jo je Kocbek definitivno se je prepustil in obvladal. In kako je možno, da so partizani, ki so bili izpostavljeni, danes jim rečemo partizani, gre za ljudi, ki so se predvsem uprli neposrednemu nasilju nad seboj in svojimi najbližjimi. Fizičnemu, psihičnemu, političnemu uprli. In danes so jih demonizirali. Zakaj le? Ker smo na istem, ne? On je s poezijo dejansko sodeloval v boju. In njegova poezija, vsak vers, se čuti ta njegov napor, premika stvari, res jih premika. Kako je možno, da v mrazu in ledu so te fantje, v glavnem so bili 20-letniki, preživeli, niso bili bolni, kot danes, ker če malo zapiha zbolimo, niso bili bolni nobenih zdravil, ničesar. Kako je možno, da so 4 zime preživeli v nemogočih razmerah? Tudi zaradi poezije in tudi zato, ker so globoko spoštovali naravo in bili z njo povezani. Za razliko od transhumanizma, ki se je od narave lepo. Torej, partizanska noč in samo prvo kitico. Na zemljo blaga mesečina lije. Tišina spod neba razmika svet. Ravnina, kakor staro srebro sije. Povsod je ista dragocena sled. Hvala, Rok Zavrtanik, urednik založbe Sanje in urednik, pisec predgovora k partizanskim dnevnikom in urednik našega izida Strahu in poguma. Tomaž Mastnak, mislec, sociolog, avtor številnih odličnih knjig, Ja, res, ki vam hvala, jih toplo Tomaž. priporočam v branje. Recimo, nazadnje nisem še prebrala, ampak nazadnje so mi rekli, Bonapartizem nujno preberi, Nada, nujno. V petek bo končno predstavljen po enem letu. No, Ja. potem se pa vidimo na predstavitvi knjige Bonapartizem Tomaža Mastnaka. Hvala vsem, ki ste bili tukaj z nami čez kosila, a ne, ali kako. Dober tek in srečno in berite knjige, kupujte knjige, izposojajte si knjige, posojajte knjige. Pa to pesem do konca preberite. Hvala za